Hej, evo, pa smo končno nazaj v mojem lepotnem kotičku. Zdaj smo bili nekaj dni na terenu, tokrat pa evo nazaj v studiu in snemamo nov filmček, v bistvu nov tutorial. Danes nas čaka nekaj spet čist novega, čist odbitega, ker pač Eva ne bi bila Eva, če si ne bi skus kaj izmislila. Danes nas torej čaka, sledi make-up tutorial samo s šminkami. What? Kaj to pomeni? Da bom šminko, neko tako nude šminko uporabila za obraz. Neko barvno šminko za učke, neko barvno rdečo šminko za blush. Skratka, vse, kar bom počela na obrazu, bo šminkami. Pregrešila se bom samo pri eni stvari. Gledam, dva izdelka imam tukaj leti za pokazati, evo tale je pravi, in sicer pri sončni kremi. Zakaj? Ker želim v teh mesecih, se pravi juni, juli in avgust, res opozoriti, kako pomembno je, da nanese sončno kremo. Ena moja taka zgodba, jaz, ker sem bila malo mlajša, nisem bila toliko ozaveščena, koliko so sončne kreme pomembne, sem se zelo velikokrat dejansko prekurila in moj obraz je na sonce noro občutljiv. Lahko uporabljam ličila, kozmetiko, ne vem kaj še vse, ne bo nobene reakcije. Kar pa se tiče sonca, tukaj pa sem res stroga do sebe in sem ful vesela, ker sem našla tole res vrhunsko sončno kremo Freezy-Derm, prodajajo v lekarnah. Sicer je mogoče malo višjega cenovnega ranga, ampak kadar gre za kožo, jaz ne šparam. Tale svojo nalogo prav s čisto desetko, ima 50 zaščitni faktor, tekstura je malo taka žametna, zares prijetna. Poleg tega, da pa torej varuje moj obraz pred sončnim žarki, je pa tudi odlična pred nanosom ličil. V bistvu tudi danes nam bo služila kot nek primer in sem rekla, moram ti pokazati. Poleg tega pa lahko, kako hudo pakiranje, v takem jaz rečem kar prozornem lončku je, jo snemo, samo takole mečkam zavrtiš in jo vzuni, potem pa evo takole s pumpico daš na prst. Malo je takole taka rumenkasto obarvana in jaz potem nanesem po celotnem obrazu. Tako da tudi, če sama iščeš kakšno dobro sončno kremo, zdaj boste še vse na dopust, na more in tako naprej. Ustav se v lekarni, prečekiri tole od Freezy-Derm. Še en izdelek njihov jaz uporabljam, tega danes ne bom testirala, da ne bomo goljufale, danes imamo samo šminke, ampak tole je sicer taka barvna sončna krema, v bistvu prekrije take rahle mazolčke, rahle nepravilnosti, obenem te zaščiti tudi faktor 50 in izenač ten. Jaz to zelo rada uporabljam kakšne sobote, nedelje, ko se mi ne da ful mazati, ali pa zdaj, ko je vroče, da se mi puder ne topi, je neka taka lahka obarvana krema ekstra. Ti pustimo vse podatke, kje kremico dobiš in kje več spodaj v opisu, da si lahko kaj prebereš, ker vem, da zdaj greste na more in se boste spraševali, kjere kreme, kjere sončne kreme so dobre. Evo, tele obljubom ne bo ti žal. Zdaj pa tako, drage moje punce, a smo za en nor video? Smo? Gremo. Pa dajmo začeti s to norijo, kaj se jaz vse izmislim, Skratka, za puder bomo uporabila tole šminko. Kako se točno razliš. 200 je odtenek Shiny, takole, evo, če dam približen, ni no, ampak druge dejansko nimam, tam imam malo vijoličnega podtona, tako da me ne vem, proskrbi, kako bo izgledal. Danes uporabljam tehniko ovalnega čopiča, ker vse sicer ni mat, šminka, ampak se zna vsem zelo hitro posušiti, tako da jo bom postopoma evo nanašala po obrazu. Šminko dam na obraz, nikoli se nisem mislila, da bom to doživela. To se zgodi samo, ko je pri mene čak in me maže. By the way, če se sprašuješ, kaj je to in kaj je to, sem se ta vikend igrala in me je spustil po toboganu in sem si malo drgala kožo. Malo je pekal, no, sem že v redu. Evo, takole začnemo torej z pudrom, ki je danes šminka. Ni tako slabo. Gremo naprej in sicer na contouring oziroma malo bomo bronzirali naša lička. Zato uporabljam šminko od Golden Rose, tale je v številki 101 in je taka rjava, ker na to površino ponovadi damo se pravi temne izdelke, temne senčke, da oblikujemo naš obraz. Tako da evo, tlele začnem in povlečem do nekje tukajle. Zatole imam dober občutek, spet ima malo vijoličnega podtona, ampak
Bomo videli, kaj bo, ko zabrišem. Nanesem tudi na čelo, da optično malo zožamo in tudi na nos. Zdaj pa rabim čopič. Vzamem tazga košatega, ploščatega po vrhu in s krožnimi gibi zabrišemo. Se pa tale šminka zelo lepo zabrisuje, to me pa preseneti. Contouring na nosu pa bom utapkala z Beauty Blenderjem. Za svoje obrvi ponovno vzamem tole šminko od Golden Rose, številka 101 in kar klasičen čopič, s katerim si sicer oblikujem obrvi. Anastasia Beverly Hills je tale. Bom kar takole pomočila in oblikovala, kaj pa čemo. Presvetla. Ne, ta je čist presvetla, to ni cool. Pa bom zdaj vzela Beauty Blender, pa bom takole vsem malo utapkala, da se barva ne bo toliko videla. Zdaj pa gremo na najbolj zabaven del tega videa in sicer na učke. Spet šminkami. Tale je šminkica oziroma lip gloss od znamke Kiko, številka 12. Je v taki svinčni obliki in bom začela z nanosom tule v kotičku veke in tukajle na koncu. Pigmentiran pa je. Mislim, da bo še najbolj enostavno, če bom utapkala to kar s prsti. Sam problem je, ker je zdaj tale senčka tako zelo lepljiva in se ne da zabrisovati, ne. Pa smo tam. Na center veke bom zdaj nanesla tale Gorgeous Lip Gloss, v bistvu tak roza z bleščicami je Glam Metal. In kar s palčko, evo takole direkt na center. Zdaj pa se bom odločila še za malo drzno potezo. Nanesla bom tale ful temno rdeč lip gloss od znamke The Body Shop in sicer številka pa je 017. Tole pa nanesem tudi kar s palčko in takole na kotiček oziroma v kotiček veke. In dam v kotiček veke tale lip gloss oziroma šminko, matte šminko od znamke Golden Rose, številka 05. Ok, zdaj pa bom vzela tole šminko od znamke Kiko Enigma 06 in postran prirezan čopič in bomo zasmolkale spodnjo veko. V kotiček spodnje veke, se pravi tukajle, pa nanesem tole šminko od znamke Makeup Revolution v odtenku Food 01. Na hitro nanesem eyeliner. Voilà! In v kotiček veke pa bom dodala še tole šminko, v bistvu je zimska izdaja Magic Wonderland Pure Glitter Lipstick. Zbrati šminko za na ustnice je bila po moje zdajle ena najtežjih nalog ever. Odločila sem se za tole od znamke The Body Shop, ker smo jo prej že uporabili na učkah v številki 017. Kakor veš, jaz ful obožujem highlighterje, tako da tudi danes ga bomo nanesle, ampak seveda v obliki lip glossa. Tale je od znamke Sen, by the way, Lidlova znamka in sicer Decent Glitter Pink. Nanesem ga pa kar na predel, kakor sicer nanašam highlighter in sicer tlele nad lički in utapkam s prstom. Je pač bolj lepljivo, kakor je highlighter. Na konico nosu in seveda na drugo stran. In tako, tole je končni izgled. Zdaj, če ga še malo pokomentiramo, najprej puder, se pravi puder aka šminka. Jaz, če bi videla punco takole naličeno, kar se tiče pudra, iskreno sploh ne bi rekla, da je to šminka. Mogoče, da bi se dal odtenk, čak malo.
Nič ne bi rekla. Dejansko zdaj, ko je vse to gor, sploh ne zgleda, da mi je presvetel ali pa pretemen. Tako da puder štima. Učki, gremo na učke. Tukaj definitivno bi se dal neke izboljšave narediti, ampak oči je bilo res ful težko karkoli z njimi narediti, ker je tekstura bila tlele pri teh bleščicah ful popasta in je dejansko nemogoče zabrisvati. Ravno tako tule, preostal del senčke sem hotela brisati, pa nikamor ni šlo. Spodnja veka mi je ful všeč, to je dejansko ratal tipi-topi. Pol highlighter, celo dam ali tega highlighter efekta, sicer ni neki ful, tle bi definitivno vrgla v smeti tak highlighter, ampak glede na to, da gre za Lidlov lip gloss oziroma pač lip gloss nasploh, nimam pripomb. Za šminko pa nikoli v življenju nisem imela občutka, da sem lažje nanesla kot danes. Tako da na kratko, izpadel je boljš, kakor sem pričakovala in sem prav zadovoljna, da sem se lotila tega izziva. Zanima me tudi tvoje mnenje, kako se ti zdi, če imaš mogoče še kakšen predlog, s čim bi lahko ustvarila make-up tutorial, da mi zapiš, da se še kdaj tako zabavamo in igramo. Ful bom vesela, če se naročiš na moj kanal in mi slediš na družbenih omrežjih, se pravi Facebook in Instagram in na tale video stisneš en všeček. Hvala za pozornost, lepotičke, se gledamo zelo kmalu. Čau!